Drage obiskovalke, dragi obiskovalci, v veselje mi je, da vas lahko pozdravim na popoldanskih predavanjih tretjega dne Tedna možganov 2023 z naslovom Na koncu jezika. Najprej bi se rad v imenu organizacijske skupine zahvalil Vzajemni, FENS-u, Fundaciji Dana, Ministrstvu za zdravje, Kompetu, Rošeju, Adria Labu, podjetju Mesi, Donau Labu, Motusu, Reha Medical, Zali in drugim sponzorjem ter donatorjem, ki so podprli izvedbo letošnjega Tedna možganov, ki poteka pod okriljem Sinapse, Slovenskega društva za nevroznanost. Če želite tudi vi stopiti med vrste naših mecenov, ste lepo vabljeni, da nas podprete s prostovoljnimi prispevki, kar lahko storite pri mizi ob vhodu v dvorano, kjer lahko v donaciji prejmete tudi različna darila. Namenite nam lahko del svoje dohodnine, obrazce prav tako najdete pri preomenjeni mizi. Posebna zahvala gre tudi Atriju ZRC SAZU za prostor in pa vsem govorcem, ki so nam bili letos pripravljeni nameniti košček svojega časa in znanja. Povabil bi vas rad tudi, da nas spremljate na socialnih omrežjih, Facebook in Instagram, ter na spletni strani www.tedenmozganov.si. Prav tako pa ste vabljeni, da na socialnih omrežjih sledite tudi društvu Sinapsa. Povabil bi vas rad tudi na ostale dogodke Tedna možganov, torej predavanja, delavnice in filmske projekcije, ki potekajo v prihodnjih 2 dneh. Ker danes obeležujemo tudi Slovenski dan možganov, bi pred začetkom osrednjega dela našega programa na oder povabil profesor dr. Borisa Ruglja, da nam nameni nekaj besed. Najlepša hvala. Spoštovane gospe in gospodje, ljubitelji nevroznanosti, v čast mi je, da vam predstavim današnji dogodek v okviru letošnjega Tedna možganov. Že tradicionalno na Tednu možganov v sredah povabimo vrhunske slovenske znanstvenike, da bi nam predstavili nekaj najbolj vznemirljivih dosežkov na področju nevroznanosti v zadnjem letu, v zadnjem obdobju. V zadnjem letu so raziskovalci po vsem svetu dosegli neverjeten napredek pri razumevanju delovanja človeških možganov, s čimer so izboljšali naše razumevanje nevronskih omrežij, delovanja možganov in človeškega vedenja. Hkrati pa so dosegli pomembne napredke pri diagnosticiranju in zdravljenju številnih nevroloških in psihiatričnih motenj. Vendar današnjega dne sploh ne bi bilo, če ne bi bilo izjemnega truda, kreativnosti, entuzijazma in vztrajnosti podmladka Sinapse, skupine GUB. Teden možganov je mednarodna akcija, ki jo je v začetku tega tisočletja spodbudila Zveza za možgane Dana, v angleščini Dana Alliance for the Brain, z namenom promocije nevroznanosti. V Slovenijo je Sinapsa pričela izvajati že v prvem letu obstoja pred 20 leti, torej na en način letos tudi imamo okroglo obletnico, in postopno razvila lasten, enkraten koncept obeleževanja Tedna možganov, ki so ga po našem vzoru privzeli tudi ponekod v tujini. GUB-e pripravljajo Teden možganov tekom celega leta in ga izvedejo v tretjem tednu marca. Ves teden poteka pod skupnim sloganom, letos, kot veste, je pač slogan Na koncu jezika, in enovito vsebinsko rdečo nitjo, letos je to jezik in sporazumevanje. In spoštovani ljubitelji nevroznanosti, kot ste najbrž opazili, vsak dan je posvečen različnim pristopom naslavljanja te teme. Imamo klinični torek in četrtek, ko zdravniki in drugi strokovnjaki spregovijo o motnjah določene funkcije, petkovo okroglo mizo ali sredo, kot danes, kjer poleg predstavitve najbolj vznemirljivih novosti na področju nevroznanosti obeležujemo tudi Slovenski dan možganov, ki ga bomo danes 4:20 obeležili tudi tukaj v Atriju. GUB-e so integralni del našega društva, ki že skoraj od začetka obstoja društva Sinapsa promovirajo nevroznanost in navdušujejo javnost za možgane. Poleg Tedna možganov se v našem društvu ukvarjamo še z organizacijo mednarodne konference o nevroznanosti vsake 2 leti, izdajo spletnega časopisa, organizacijo predavanj, štipendiranje mladih za konference in podobno.
Glavni cilj seveda je spodbujanje razvoja nevroznanosti, nevroznanstvenega izobraževanja na vseh ravneh, seznanjanje javnosti in splošno izobraževanje o naravi raziskovalnega dela, o dosežkih in pomenu novih nevroznanstvenih odkritij in spoznanj, spodbujanje preventive pred različnimi boleznimi in okvarami živčevja, seznanjanje upravne in zakonodajne oblasti z pomembnimi novimi spoznanji v nevroznanosti in z njihovim pomenom za napredek znanosti in medicine ter za splošno družbeno dobrobit. Sinapsa, kot sem že omenil, letos praznuje okroglo obletnico. 27. maja mineva 20 let od uradne registracije društva. Ob tem smo dosegli nekaj posebnih pomembnih uspehov. Sinapsin status društva v javnem interesu pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport od leta 2006, večkratna uspešna kandidatura Sinapse na razpisih ARRS, Slovenske agencije za raziskave, za promocijo znanosti, prepoznavnost tedna možganov v javnosti in medijih, skoraj vsakoletno uspešno zagotovljena podpora, mednarodna podpora naveze FENS, European Dana Alliance for the Brain za slovenski teden možganov, sodelovanje in prepoznavnost Slovenije v mednarodnem nevroznanstvenem okolju, štipendije mladim nevroznanstvenikom za udeležbo na mednarodnih konferencah, organizacija priznane mednarodne konference vsake 2 leti. Obletnico Sinapse praznujemo z bogatim letošnjim tednom možganov, ki se dogaja po vsej Sloveniji, z slovenskim dnevom možganov, kjer v 23. v prid priprave nacionalne strategije za zdravje možganov, z izvrstno znanstveno konferenco in izobraževalno delavnico in s posvetom za javnost, ki bo ob koncu septembra, in z nezmanjšanim tempom dela na vseh področjih, s katerim uresničujemo svoje poslanstvo. S pozivom Slovenski agenciji za raziskovalno dejavnost ARRS, da ne ukine sofinanciranja promocije znanosti v domačem okolju, ki jo Slovenija nujno potrebuje, s predlogi za dopolnitve nacionalnih strateških dokumentov o zdravstvenem varstvu, ki naj izpostavijo pomen in poti za izboljšanje primarne preventive motenj v delovanju možganov, s pripravo materialov za promocijo skrbi za zdravje možganov v osnovnih šolah po vsej Sloveniji in tako naprej. No, malo sem dalj govoril, ampak v bistvu naj zaključim, spoštovani ljubitelji nevroznanosti, v imenu Sinapse vam sem zelo hvaležen Gubam za izvedbo tedna možganov, predavateljem, da so nam prišli povedati o novosti, ter vsem vam, zainteresirani publiki, da ste to vse prišli poslušati. Najlepša hvala.